Lep pozdrav vsem prisotnim. Današnjo novinarsko konferenco smo sklicali v poslanski skupini Slovenske demokratske stranke predvsem z namenom, da predstavimo stališče poslanske skupine SDS do obravnavane oziroma lahko rečemo novele zakona o medijih, ki je pred nami. V poslanski skupini SDS smo že v začetku leta 2015 oziroma v času januarske seje Državnega zbora predlagali novelo zakona o medijih, s katerim smo predlagali večji delež slovenske glasbe v slovenskih medijih. Zato smo se odločili predvsem zaradi tega, ker deleži slovenske glasbe na komercialnih radijskih postajah komaj dosegajo sedanjo zakonsko obvezo mejo 20% oddajnega časa, ki so seveda namenjeni slovenski glasbi. V veliki meri gre v tem primeru za zlorabo trenutno uzakonjenih glasbenih kvot, saj se slovenska glasba v več kot 90% predvaja v nočnem času. Ob tem pa je potrebno tudi opozoriti, da marsikje se kvot sploh ne upošteva oziroma niso dosežene, a je inšpekcijski nadzor zelo slab, saj se s tem področjem po javno znanih podatkih ukvarja samo ena oseba. Ko govorimo o področju kulture, posebej slovenske kulture, velikokrat ugotavljamo ali pa rečemo, da si seveda slovenska kultura zasluži večjo podporo. Ampak te se zagotovo ne bo doseglo z večjimi subvencijami iz državnega proračuna, ampak predvsem z večjo, boljšo produkcijo, z bolj konkurenčnimi pogoji in seveda tudi standardi. Mednarodne primerjave kažejo, da je Slovenija s predpisanimi odstotki v primerjavi z drugimi evropskimi državami relativno slabo poskrbela za lastno glasbeno ustvarjalnost. In prav na nas je, da zagotovimo večjo podporo tako slovenski kulturi in s tem seveda tudi krepitvi maternega jezika. Lahko rečemo, da v našem amandmaju zagovarjamo in podpiramo slovenski jezik in slovenskost. Naša podpora zakonu je seveda predvsem odvisna od sprejetja našega amandmaja, ki smo ga vložili v poslanski skupini SDS. Le-ta narekuje, če naštejem dve poglavitni spremembi, delež slovenske glasbe v radijskih in televizijskih programih iz prvega in drugega odstavka prejšnjega člena zakona mora biti predvajan v intervalih med 6. in 22. uro ter med 22. in 6. uro. Torej, z amandmajem predlagamo umestitev dveh intervalov, ko se seveda računajo procenti predvajanja slovenske glasbe in ne tako, kot je danes zgolj en. In seveda tudi drugi pomemben popravek oziroma dopolnitev z naše strani je, da najmanj polovico deleža, seveda iz prej omenjenega člena, mora predstavljati slovenska glasba, prvič predvajana pred največ 5 leti. Ob tem pa seveda dodajamo tudi pogoj, da vsaj polovica deleža predvajane glasbe predstavlja glasbena produkcija slovenskih ustvarjalcev in poustvarjalcev, ki je mlajša od 5 let. S tem seveda tudi nekako zagotovimo okolje za promocijo novih produktov oziroma izdelkov in seveda tudi damo podporo novim, mladim, neuveljavljenim glasbenim ustvarjalcem, ki šele prihajajo na sceno. Glede na vložene amandmaje s strani drugih poslanskih skupin, ugotavljamo, da se vse več poslank in poslancev zaveda problemov, na katere smo opozarjali že pred dobrim letom dni, tudi že v prejšnjem mandatu sklica Državnega zbora, kar nas vseeno seveda veseli, ampak prepričani smo, da ravno naš amandma najbolj celovito ter sistemsko ureja odprta vprašanja o vprašanju seveda deleža kvot in teh intervalih, ki so predlagani. Zato seveda, vkolikor bo naš amandma potrjen, bomo zakon potrdili. Prepričani pa smo, da glede na zavedanje, da je treba podpreti slovensko glasbeno produkcijo, bolj kot je bila do zdaj, in omogočiti normalne in konkurenčne pogoje, da bo jutri razprava na odboru vsebinsko zelo pestra in prepričan sem, da bomo na koncu poiskali rešitev oziroma podprli rešitev, ki smo jo predlagali mi.